Ho, na Tajskem smo. Ja, pa smo res. Človek na počitnicah pozab, koliko je ura in kjer dan je. Tako da, life is good. Sodi! Prišla sva na Tajsko in ful imava enih želja in to-dojev. Valjda prva stvar, ki jo hočeva, je dober jest. Ja, jaz sem ful lačen, gre na food market. Ja, na food market, sigurno prvi stop. Ja, pa taj. Sticky mango rice. Jaz sem si dala limit 5 kil se lahko zredim. Boš pa oblekla za nazaj. Ja, bom tle kupila, imajo vsega, kar hočeš. Tle imajo eno sadje, ki se mu reče durian, pa je ful smrdi in je ful funky okusa, ampak Anže je obljubil, da ga bo probal, da ga bom lahko posnela, ko bo to delo. Ja, ne. Prvi stop Bangkok, food market in greste z nami? Masaža nogic. Ajde, greva, meni že se boli. Najm prvi stop je Temple Wat Arun. In zgleda čudovito. Lahko greva zdaj jaz, ker nisem danes še niti pad taja, niti sticky mango rice, niti mango sok, ura je pa že tema. Ena od zanimivosti na Tajskem je tudi to, da ti naredijo tvoj obrok kar na ulici. In mi jo zdaj z Anžetom. Sva zelo lačna, tako da je tole zelo hvaležno, prav prišlo. Ok, zdaj vstopava v Hassan Road, najbolj turističen market, kjer imajo čisto vse, ampak res čisto vse. No, tole je durian, ki ga je Anže obljubil probat. No biggie. Ja, kar zdaj ga bo pojedel teta. Kar odrežite mu ga. Kakšen ima von? Tako, malo čuden. Drugače je ful zanimiv. Nič kaj tako podobnega nisem še jedel. Kaj en puding je tole. Ko prijete na Tajsko, morate obvezno probati sticky mango rice s kokosom. To je njihova sladica, zelo enostavna pa zelo dobra. Pa sadje tudi, najejte se ga, ker je zelo pocen in amazing. Se pa najdem hrana tudi za najbolj pogumne. Ne samo tako, kot je moj Anže bil pogumen, pa je probal durian, ampak recimo škorpioni, pajki, kobilce, mislim, da so to. Naprej črvi, žuželke. Tole je neka velika žuželka a la hrošč. Tako da, dober tek! Anže bo končno dobil svojo palačinko. Na Tajskem se ji reče roti. On je dodal še za popoti. Sicer ne vem, koliko bo naredil kaj poti, ker mislim, da jo bo v 2 korakih zmazal. Ti pa navš tega. Jaz sem največji kos. Jaz bom kokosov sladoled si prvočila, Anže si bo pa kar original kokos. Končno sem dočakal food masaž in to sred ulice. Z Anžetom sva zdaj na novem marketu, kjer si delava ovitke za pasport. Kako dober. Zadovoljen? Ok, z Anžetom sva prišla na Koh Tao in razgled iz najine sobice je takle. Tukaj tale belna stit mivke lahko v bistvu prečkaš iz enega otočka na drugega. Tako da tja greva danes šnorklat. Danes je v bistvu to najin plan, tako da obvezna oprema so kopalkice. Let's go! Še prej pa na zajtrk. Upam, da bova videla čim več barvnih ribic in pa tudi kakšno želvo, glede na to, da je Koh Tao otok želv v prevodu. Otok želv. Tole je najin prevoz do Koh Nangiana.
Malo bo treba na dieto leči, zlomila sem ji pomol. Malaj. Si ready? Ja. Papa! Ice! Ej, no, vsaj do mene vdaj. Zmagala sem, ne? Oh my god! Videla sem Nemota, videla sem enega takega okroglega debelega, videla sem fluorescenčno ribo, toliko veliko, ne pretiravam. Najna večerja kar takole na ulici pri tetki. Probala bova pa papaja salad z rakcom, oziroma rakovico. Ej, a bo dober? Zgleda bolan. Koliko bova plačala za tole? 4 €, 3 € bo. Džabe. Džabe life. Okay, let's try papaya salad. Dobra je. Ampak še eno? Evo naju na novi destinaciji, na Kopanjano točku, kjer naj je pričakal takle welcome drink. To naj bi bila njihova magic pijačka. Ob stiku z limono. Kaj res je jočna. Spremeni barvo. Čin na počitance. In tole bo najin dom za nadaljne 3 dni. Tukaj bova zvečer namakala najine ritke, če se nama ne bo dal nikamor drugam. Pogled je nebeški. A vam povem nekaj. Na Tajskem je hrana ena sama sreča. Sploh pa takle krožnik sezonskega sadja. O, tukaj me je prišel pa en prijateljček pogledat. O, kak ti to paše, a ne? Midva danes mislila tale dan preživeti tukajle, v miru, v stenčki. Ful je lepo, ocean je čisto blizu za mano. Relax je na meniju. Midva z Anžetom sva danes cel dan na soncu in bova upečena kot 2 rakca. Ni zdravo, ampak je pa lušten. Z Anžetom sva si pripravila domači spa. Nisva toliko strašna, bolj sva hecna. Dobro jutro! Z Anžetom sva do zdaj na najbolj glasnem otoku, Samui Island, in Anže me je pripeljal kavo, na najboljšo kavo na celem otoku. Mogoče pa se je res skoraj malo ustral. Zelo je dober. Cel dan je pred nama. Včeraj sva se šla kopat, kajakat na znamenitost tele malo stran, in sicer njihov National Park. Prispela sva na najin trip dneva. Tajski bled, Bilo je prelepo, kljub slabemu vremenu. Danes je pa najin plan Island Life. Torej, jest, kopati se, videti kaj luštnega, in to je pretty much to. To je Big Buddha na Tajskem z čistega zlata, tehta 300 ton in ga noben še ni ukradel, zato je pretežek.
So pa probali res. Lea me je vprašala, kjer del na sebi bi imel iz zlata, če bi lahko zbral sam enega. Jaz bi zbral nas, kaj pa vi? Anže, mislim, da boš ostal brez natikačev. Haj! Tale pa nagaja. Zdaj bom pa še zostala brez svojih. Čudovita, modra, prekrasna oprava. Saj mokar nam pa videl bom, pa ima 14 rok tam. Gre pogledati 14 rok. Na zadnji lokaciji na Tajskem sva in pol pičiva domov, ampak še prej Chiang Mai. Nedelja je in midva greva na njihov tradicionalni nedeljski market. Sam šopingirava pa jeva tlele. A ne? Marička. Mater, ko je ta tajska dobra. Že je odkril svojo očitno najljubšo sladico na Tajskem in to ni sticky mango rice, niti ni kak sadje, ampak, Anže? To je life. Čekaj, da mi sfokusira. To morate probati, če prijete sem. Kaj pa je to? Bobi palčka z čokolado not. Very dober. Zdaj smo pa prišli na mojo sladico. Anže ne zgleda neki ful navdušen v tem rozastem sanskem kotičku za instagramerke, ampak bom mogel malo potrpeti zaradi tega, ker tega nimamo pri nas v Sloveniji. Kaj pa je ona to prinesla? Resnica. Ni tako dober, kakor izgleda. Na fotki izgleda bolj. Lej, recimo ideja, ne? Žanu lahko kupa tole kapo. Ups, mislim, da bo pobrali. Ljubezen, zdaj pa več nimaš rok, ti veš? Kaj si ti to rezerviral, en gasilski avto? Kakšni lepi lampiončki, ampak ta zelen mi je najbolj všeč. Spet sem v eni taki čudno zanimivi upravi, tokrat zaradi potrebe templa, ker se je treba zakriti iz spoštovanja, ker sem bila čisto preveč odkrita. Okej, Anžeta peljem na zmenk. Jaz sem zbrala temo večera. Ne bom povedala, surprise je. A vas poznam s sabo, tako da bomo pa plesali. No, gremo. Mojega fanta nisem navdušila z izbiro. Kakšen komentar? Da se moramo odkupiti s čim drugim. Danes sem prišla sem v Chiang Maju na cooking class, da se bo malo naučila kuhati tajsko hrano, zato bo lahko prišla pol nazaj v Slovenijo in skuhala kaj dobrega za naju. Kakšno zelje pa krvavica, ne? A pogrešaš že slovensko? Ja. Res, kaj bi jedel zdaj? Če bi lahko eno stvar slovensko dobil na tržnici, kaj bi jedel? Gibance. Gibanco, ta tvoja gibanca! Masterchef Angelino, zelo ste seksi in zelo ste fino. Ok, tole so baje vse sestavine potrebne za pad thai, tofu, potem malo česna, šalotke pa nekih čudnih rakcev. Tole so kalčki, korenček in pa, ne vem, če imamo to sploh pri nas v Sloveniji, ampak tak česen. Ok,
čist easy bilo. Upam, da mi bo tudi doma šlo tako dobro. Ok, pad thai imamo in pa njihovo hot and sour z rakci juho. V 14 dnevih uživanja na Tajskem je moj trebuh totalno zadovoljen, malo je zrastel, tak nič hudega. Zrastel so pa tudi moji nohti. Tako da grem preveriti tudi eno od stvari, ki jo ponujajo zelo pocen tle na Tajskem, in sicer njihovo manikuro oziroma nove nohte mi bojo praktično naredili za 6 evrov. 200 njihovih batov, kar je 6 evrov. Kraljeva postrežba za 6 evrov. Evo jih, frišne, nove, lepe nude. Ena od najnih mnogih razvad na Tajskem. Chai iced tea. Good, Če boste iskali udobje na tajskem tramvaju, ga ne boste vedeli. Koliko postaj greva? 8. Zdaj šele prva. Durian, let's go again. Ok, midva imava par ur do najnega leta nazaj domov in kje bi bilo bolj za zaključiti najin vlog kot na marketu. Ampak da strneva, v glavnem, kaj reči? Tajska je Vkusno? Tajska je zelo okusna, malo kaotična, sploh ko si v Bangkoku oziroma v teh večjih mestih. Vroča, vlažna, Pekoča, glasna, polna vonjav. Naju je kar navdušila, jaz lahko rečem, da lepa Afna approved. Anže Leskovar, to je to, hvala, kako se reče, hapkunka za gledanje in soadi do naslednjič. Bye bye. Ne vem, če se reče soadi drugače. Čau, čau. Hapkunka. Še enkrat, 3, 4, zdaj. Hapkunka. Čau.